Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ob zaključku leta 2023 je naš gost, gospod Franc Bogovič, evropski poslanec Slovenske ljudske stranke, ki v Evropskem parlamentu deluje v okviru politične skupine Evropske ljudske stranke. In najprej, gospod Bogovič, dober dan želim. Lep dober dan vam in vašim gledalkam in gledalcem. Hvala lepa. Gospod Bogovič, kakšni so bili glavni izzivi Evropske unije v tem letu, ko se na mejah Evrope še vedno nadaljuje vojna v Ukrajini, pretresa pa nas tudi huda kriza na Bližnjem vzhodu, predvsem v Izraelu in Gazi. Kaj menite? Ja, svet je postal vedno bolj nemiren. To, kar je v preteklosti veljalo, da so mednarodni dogovori nekaj, na kar je moč računati, vedno manj drži. Poteka na nek način gospodarsko, tudi vojaško, zdaj tekmovanje med temi velikimi igralci. V vojno so vključeni sedaj tudi največji. Včasih so bili Rusi, Američani bolj posredniki v kakšnih vojnah. Danes je v Ukrajini pravzaprav vojna Rusov z Ukrajinci, pa še s kom več, v bistvu z vojskami NATO. In resnično živimo v polariziranem svetu, kjer se pozablja tudi na ta globalne dogovore iz preteklosti. Ne vem, v preteklosti smo kar naenkrat ostali brez čipov. Danes zelo veliko govorimo, kako se oskrbeti z tako imenovanimi kritičnimi materiali, ki so recimo potrebni za izdelavo sončnih celic, vetrnic, baterij, kjer se vidi, da je, ne vem, Kitajska zavzela globalno, ne vem, 70% posameznih surovin, tako da delujemo v svetu, kjer poteka velika tekma, gospodarska, energetska, žal pa tudi v času, ko dnevno stotine ljudi umira na vojnih žariščih širom po svetu. Ukrajina in pa zdaj Gaza, prej Izrael sta nam bližje, sicer pa globalno gledano je preko 30 vojaških konfliktov v tem trenutku. Najverjetneje je tudi zelo pomembno iskati v teh časih prave zaveznike. Evropska unija stavlja na pravo stran. Evropska unija stavi na parlamentarno demokracijo, na spoštovanje človekovih pravic, tudi, ne vem, na odnos do okolja in podobno. In v tej točki jaz mislim, da je to, kar nas pravzaprav dela na nek način boljše od ostalega dela sveta, tudi kvaliteta življenja, resnici na ljubo je v Evropi daleč najvišja, svoboščine, tudi, ne vem, kakšno zdravstveno zavarovanje, šolstvo je v Evropi boljše kot kje v ZDA in podobno, ne. Tako da tu je Evropa zagotovo prav, da ostane zvesta tem svojim vrednotom, na katere stavi, kateremu konec konca tudi zapisano v svojo pogodbo in jo poskuša tudi živeti. Res pa je, kot so že prej dejala, da je mogoče občutek, ki je bil še tam nekje do leta 2010, da se bo v bistvu velik del sveta obračal po teh normah in da bo vedno več demokratičnih držav, v katerih se bodo ta pravila spoštovala, to čas ne kaže v to smer. In zdaj imamo kar veliko teh diktatur, kjer na nek način močni predsedniki, tudi države s predsedniškim sistemom, pa če gledamo to Rusijo, Kitajsko, Turčijo, nenazadnje Združene države Amerike, so s Trumpom pokazale, kako to izgleda in je v bistvu nek dogovor, v katerem se Evropa tudi dobro znajdla, da se sprejmejo dogovori za dlje časa in se po teh svet po njih ravna, da to ne obstaja več. Tako da še vedno mislim, da je Evropa prav, da vztraja v tem na tej svoji poti. Smo pa dobili na nek način zelo jasen pokazalec, kako se svet vrti, ko smo poskušali doseči, da bi se svetovno obsodili in tudi sankcionirali vdor Rusije v Ukrajino. Na koncu nas je bilo dobrih 20% globalne populacije, 1,5 milijarde približno ljudi živi v državah, ki so sprejele sankcije proti Rusiji. Tako da neverjetno, ali pa na drugi strani kaže na to realnost. Ne vem, svojo računico v tem ima Kitajska, ki je na nek način za moje pojme vojni dobičkar tega časa. Ne vem, Indija je postala dokaj neuvrščena, kot ima v svoji doktrini nek čas. Arabski svet vidi zopet svojo zgodbo, Turčija igra. Tako da sam se včasih tudi malce v misli poigram s tem, da se
zopet na nek način rišejo ta velika cesarstva, ne vem, otomansko, rusko, kitajsko, konec koncev ta svet se vrti po nekih drugih pravilih, kot si jih mogoče mi zamišljamo, da so edina prava. Je pa vsaka vojna čedalje bolj globalna. Seveda se spopadi odražajo tudi na gospodarskih sferah in občutimo jih tako rekoč vsi v svojih žepih. Tako je, ne. Poleg tega je tudi vedno bolj brutalna. Nobena pravila se več v nekem vojnem pravu, kaj je v vojni dovoljeno, kaj ni, se ne upoštevajo, tako da so tudi žrtve, če smo, ne vem, gledali Bučo ali če gledamo, ne vem, vdor Hamasa v Izrael ali pa sedaj zopet te masakre po Gazi, vidimo, da se vedno manj upošteva neka pravila, ki so včasih veljala. Po drugi strani je treba vedeti, da so nekatere države, ki dejansko pomagajo na nek način narediti te konflikte, kajti sam si ne znam predstavljati, da bi se Arabci v Gazi odločili, da bodo napadli Izrael pa pobili 1500 ljudi, kajti zelo so se zavedali ali pa je bilo pričakovano to, kar se zdaj dogaja, da Izrael bo na to odgovoril na brutalen način in z vojaško močjo, ki je ima, se vidijo te posledice. Ne vem, če pa pogledamo, da je v istem času Izrael bil blizu dogovora s Saudsko Arabijo o nekem ureditvi medsebojnih razmerij, pa nekemu Iranu, ki je najbrž tudi oskrbel Hamas s temi raketami, to ni šlo po godu. Konec koncev tudi Rusiji odgovarja, da so zdaj nova žarišča in da se tudi mi ne ukvarjamo več, ne pogovarjamo o Ukrajini, ampak vsi gledamo v Gazo. Konec koncev Evropska unija se zopet od tiste enotnosti pri Ukrajini razdelila na različne podpornike in ni več te enotnosti. Vsekakor pa je to voda na mlin, ne vem, se dvigne cena nafte, se dvigne cena žit in podobno in posledice so vidne, ne. Evropa pa po svoje, že zaradi svoje geografske pozicije, predvsem pa tudi zaradi tega, ker je obljubljen kontinent za marsikoga iz Afrike, iz Bližnjega vzhoda, dobi potem še te pospeške pri migrantskih tokovih, kar povzroča na nek način težave znotraj Evropske unije. Vidimo volitve na Nizozemskem kot odgovor na množično priseljevanje. Nemčija poka po šivih, Švedska se je iz najbolj miroljubne države prelevila v državo, kjer je veliko organiziranega kriminala, terorizma in podobno. Tako da te zunanje razmere na nek način tresajo po svoje tudi Evropsko unijo samo. Kot da bi bili scenariji že vnaprej pripravljeni. Ja, se to človek vedno vpraša, ne. Kdo so ti režiserji iz ozadja. Evropa je v tem delu, bi rekel, po svoje specifični poziciji, da edino moč, ki jo ima, je ta njena gospodarska moč. In na ta način tudi, ko govorijo o tej mehki moči, soft power v Evropski uniji, vendar pa zelo slabo to deluje v teh razmerah. Ne vem, Pa z vojnami na teh evropskih tleh v bistvu izgublja. Tako je. In na koncu mi lahko izgubljamo ekonomsko moč, padec industrijske konkurenčnosti, plačujemo drag plin iz Amerike, iz Kuvajta, iz Azerbejdžana, poceni plin gre iz Rusije zdaj na Kitajsko, Indijo in podobno, ne. Tako da to so te posledice in recimo največje evropsko gospodarstvo, Nemčija, ima zelo, zelo velike težave, tudi zaradi lastnih napak in pa prevelike zavezanosti na neko energetsko oskrbo iz Rusije. Po drugi strani pa je nekomu zopet odgovarja, ne vem, da je Baltski tok ukinjen in podobne zadeve. Tako da resnici na ljubo, če smo od leta 90, ko se je zemljevid Evrope narisal na novo in smo mnoge države dobile tudi, ne vem, demokratično ureditev, se pridružile Evropske uniji, se je na nek način s finančno krizo, jaz temu pravim, ta romantika v politiki končala in vse od začetka finančne krize naprej se v bistvu vrstijo kriza za krizo, ki po svoje
tresejo to ureditev in Evropska unija kot unija 27 držav zdaj, ki se more med sabo dogovoriti, kako odgovori na neko krizo, je tu v slabši poziciji, kot je, ne vem, Amerika, kjer se predsednik odloči, podobno se predsednik odloči na Kitajskem in podobno. In na tej točki je Evropska unija zaradi takšne ureditve, kot je, na nek način v slabšem položaju in konec koncev se tudi vidijo posledice tega. V Evropski uniji in tudi seveda v Sloveniji čedalje bolj občutimo tudi vpliv migracij in migrantov. Manfred Weber, predsednik Evropske ljudske stranke in tudi šef vaše politične skupine v Evropskem parlamentu, je te dni dejal, da je treba nelegalne migrante poslati domov in da se mora število novih prihodov v Evropo zmanjšati. Lahko na kratko komentirate? Zagotovo. Lejte, od tega, kar je bilo leta 2015, ko je Angela Merkel na nek način odprla vrata v Evropsko unijo in temu je sledila potem tudi velik del Evrope, tudi Evropske ljudske stranke, bi bila takrat politika precej ohlapna, kar se tiče teh migrantskih tokov. Edino Viktor Orban je takrat govoril o tem, da je treba znati zunanjo mejo varovati. In v teh letih je to prišlo do standarda Evropske unije in se vidi, kaj se dogaja, kot sem že omenil prej, v Nemčiji, kjer pokajo po šivih te migrantski centri, ne vem, telovadnice so zasedene z migranti. V Nemčiji ugotavljajo, da je tudi konec koncev vključenost teh ljudi, ki so 6-7 let nazaj prišli v Evropsko unijo v neke delovne procese, zelo slaba. Zelo veliko je tistih, ki niso dobili pravice do azila, pa jih kar ne morejo vrniti nazaj in zdaj je to ta kruta realnost. In v ljudski stranki smo bili do neke mere dokaj rezervirani do te politike takrat že, danes pa je to tudi naš predsednik zelo jasno povedal. In mislim, da je danes bolj problem, da recimo v Nemčiji, če to Nemci, Weber prihaja iz Bavarske, kjer so bili malce bolj striktni, če pa to politiki CDU-ja v Nemčiji govorijo, jim pa mnoge več ne verjamejo in dajo glasove radikalnejšem AfD-ju, ki pa ima zelo krute poglede na migracijske tokove. Tako da jaz mislim, da resnično bo potrebno ta naval na nek način omejiti, umiriti. Zelo jasno je zdaj tu, da je prva logika, ki je znati varovati zunanjo mejo. Države, ki ne znajo varovati svojih meja, imajo običajno v zgodovini težave, potem v prihodnje, kar se tiče vstopa v EU, omogoči tistim, ki imajo resnično pravico do azila. Zato so ti poizkusi, kot je Italija, da bi bili celo prvi centri v Albaniji in od tam naprej, da ne bi tihotapci, ki so pa z temi ljudmi, ki služijo masne denarje na račun teh ubogih ljudi, 40-50 milijard naj bi bilo letno zaslužka teh tihotapskih mafijskih združb, to so 4 slovenski proračuni. In se pravi, to zaustaviti, na drugi strani pa tudi kar Evropa in tudi v teh dneh je bila predsednica Evropske komisije v Afriki, pomaga tem državam, da tudi vzpostavijo na nek način svojo ekonomijo, da bo manjši pritisk na te države. Vsekakor pa to, kar sva že govorila, te velike vojne, ki se zdaj dogajajo in ki jih ne povzroča največkrat Evropska unija, ampak bolj igra stransko vlogo v tem, ne vem, ali v okviru NATO ali v okviru drugih zadev, da se enostavno teh stvari čim manj dogaja. Kajti od te arabske pomladi 2009-2010, ki se je zgodila v severu Afrike in potem bližnji vzhod Afrika, največjo ceno plačuje v tem delu Evropska unija, kajti pritisk na naše meje je zelo močan. Te vojne in konflikti v naši bližini bodo verjetno še stopnjevali pritisk nezakonitih migrantov in migracij na meje Evrope. Nenazadnje tudi v Sloveniji, v zadnjem času še posebej, odkar se je slovenska vlada odločila odstraniti žičnato ograjo na slovensko-hrvaški meji, beležimo pa tudi precej povečan prihod nezakonitih migrantov. Je sploh možno preprečiti nezakonite migracije? Zagotovo se je politika odprtih meja pokazala kot ena zabloda in povzroča veliko težav širom po Evropi. Vidimo težave v Nemčiji, ko so v bistvu že telovadnice zasedene z migranti, ko
se praktično tisti, ki so 2015-16 prišli v Evropsko unijo, v veliki večini še danes niso zaposlili, nazadnje tudi tisti, ki niso dobili pravice do azila, so še kar na evropskih tleh. Zato se je ta politika v Evropi dokaj spremenila, se pravi, zelo jasno je pravilo, da se mora znati zunanje meje varovati. Frontex bi to moral narediti še več, tudi posamezne države članice. Prekiniti je potrebno te tihotapske verige. Zanimivo je, da tihotapci zaslužijo 40-50 milijard evrov na leto, to je za 4 slovenske proračune, to so zdaj neki izračuni, koliko denarja se pravzaprav služi na račun teh revežev, ki iščejo zatočišče ali pa tudi obljudeno deželo. In države v tem igrajo neko pomembno vlogo in signali, kot so bili pri nas, da se ukinja mrežo, da se danes pravzaprav ne govori več o teh migrantskih tokovih. Prihajam iz Krškega skozi Posavje, govorim z ljudmi blizu meje, Rigonce, Dobova, kolone ljudi zopet prihajajo, stotine ljudi prihaja dnevno in se nihče o tem ne pogovarja več. In to so za moje pojme tudi te napačni signali, ki delno preusmerijo migrantske tokove na tiste države, ki so bolj odprte do teh tokov. Tako je recimo znano, da so tudi v letih 2015-2016 prihajali ti migranti z zemljevidov nemških držav, države Nemčije, ki so imeli prav označene občine, v katerih so rdeče barve socialisti, v katere so črne CDU in so bili usmerjeni v tiste občine, kjer so bili socialisti. Tako se tudi ti tokovi, kadar so na oblasti vlade z bolj mehkim odnosom do teh migrantskih tokov, preusmerijo na tiste države. In najbrž smo v letu, ko so tudi sicer več teh tokov, bili dodatnega pritiska na naše meje deležni tudi s tem. Tako da zagotovo bo potrebno te migrantske tokove uravnavati, ne tišati glavo v pesek in govoriti, da to ni problem, če bomo imeli nekontrolirane tokove, kar na koncu pomeni tudi, da bomo imeli en kup nezadovoljnih ljudi, ki pridejo v Evropo in ne bodo njihova pričakovanja izpolnjena, to na nek način kliče po konfliktu. In to se že marsikje zdaj dogaja in mislim, da bo potrebno pri tem upravljanju teh tokov narediti bistveno več, kot delamo danes. V teh dneh se je v medijih pojavil podatek, da je bilo samo na novomeškem območju približno 50 000 teh nezakonitih migracij. Kaj se zgodi s temi migranti? Ja, zanimivo je to, kot sem že delal, to je pravzaprav konec. Novomeška uprava policijska pokriva Posavje, kjer je največ tokov. In baje zdaj se zgodi tako, da migranti, ko prečkajo mejo, največkrat celo počakajo oziroma pozovejo policijo, da pridejo po njih. Da enostavno se prebijajo preko meje, usmerijo v centre, odkudar velika večina teh ljudi čim prej želi zbežati proti zahodu. In to je na nek način neka čudna politika tudi potuha tem tokovom. Precej pa jih seveda ostaja tudi v Sloveniji. Vedno več jih ostaja v Sloveniji in podobno se že pojavljajo ti problemi predvsem v urbanih središčih, kjer se običajno najprej začenjajo zbirati tokovi. To vidim recimo v Bruslju, kako je vedno več tega in v posameznih delih Bruslja danes tam, ker je recimo severna železniška postaja, skoraj več ni za iti. In zvečer se predvsem mlade ženske takih okolij zelo izogibajo. V Ljubljani, v Kranju. Žal se to seli tudi v našo državo in mislim, da ni prav, da naredimo vse za to, da se nič o tem ne govori, da se to skriva, kajti problem, ki ga daješ pod preprogo, dlje časa postaja na koncu neobvladljiv in upam, da se ta politika strezni in začne realen problem naslavljati tudi z realnimi odgovori in tudi reševanjem. Kolikšno pa je razmerje v Evropskem parlamentu med evropskimi zelenimi in socialisti ter na drugi strani med vašo Evropsko ljudsko stranko? Ja, v tem mandatu volitve so bile leta 2019. Jaz pravim temu, da je bilo tudi to leto Grete Thunberg,
ko so, ne vem, socialisti in zeleni tekmovali med sabo, jaz pravim temu, kdo bo bolj temno zelen, potem porast liberalcev, Renewa, predvsem na račun Francije, in pa levica, je to levo krilo parlamenta zdaj v prevladi. In ko pridemo do tem, kot je migracija in še, ne vem, zeleni dogovor, imajo običajno na tej levici večino in tu Ljudska stranka, kljub temu, da je največja skupina v Evropskem parlamentu, običajno ne dobi večine pri teh glasovanjih, ko se pogovarjamo bodisi o migrantski politiki, bodisi o tudi zelenem dogovoru. V zadnjem času imamo kar precej razhajanj, tudi socialisti, ki so zelo na nekih elementih podlegli, po moje, tudi te ideologiji, ki gre predaleč in jo običajni ljudje pač ne razumejo. In zdaj prihajajo računi na raznih volitvah, ne vem, kot je na Nizozemskem, kjer dobijo tudi odgovor. Timmermans, komisar, prvi izvršni komisar, ideolog zelenega dogovora, se je odločil, da bo kandidiral na Nizozemskem. Pravijo kolegi, ki so zelo spremljali te volitve, da je to bil nek drug človek, da te zelene ideologije več ni bilo toliko, ker je prišel bolj v realni svet, pa kljub temu mu ljudje niso verjeli in mu niso izrazili zaupanja, kot je računal. Tako da jaz mislim, da je potrebno realne probleme nasloviti z realnim besednjakom, ne tiščati glave v pesek, če je nekje problem, temu povedati, to je problem, in poizkušati iskati odgovore, ki jih ljudje razumejo. In samo moram reči, da sem v tem mandatu se zelo jasno odločil, da sem se tudi ukvarjal z nekaterimi temami, ne vem, kot so pesticidi, jedrska energija, ki niso teme, ki bi bile všečne ljudem, ampak enostavno je bilo te ideologije, demagogije na teh področjih in površnih, pa tudi zlaganih argumentov preveč, da enostavno so stvari postale nevarne in sem se postavil na tisto stran, kjer je treba se tudi kot politiko odgovorno obnašati, ne biti samo všečen ljudem. Predlagam, da se ogledamo nekaj vaših poudarkov iz razprav v Evropski uniji in v Evropskem parlamentu. Zeleni dogovor in Farm to Fork sta bila sprejeta v času pred covidom, pred ukrajinsko vojno. Farm to Fork je bil sprejet brez poštene presoje vplivov na prehransko varnost. Vmes se je že zgodilo, da bomo več kot za 20% zmanjšali porabo mineralnih gnojil naslednje leto, ne do leta 2030, naslednje leto. Grozi uredbo o pesticidih, ki bi zmanjšala porabo, ne vem, pesticidov v Sloveniji za 59%, na 41% njiv, četrtini hmelišč, tretjini sadovnjakov. Energetska kriza predstavlja v hladilnici 8 centov, 1/4 stroška hlajenja jabolk. Zato bodimo realni in naredimo to, kar je predlagal gospod Peka Pesonen, reality check, da ne bomo na koncu se znašli v prehranski varnosti, ki ni nevarna za kmete, ampak nevarna za potrošnika. Od globalnega prehajamo zdaj le k lokalnemu. No, gospod Franc Bogovič, ves čas tudi odločno opozarjate na pomen prehranske varnosti in da bi lahko bila ta tudi ogrožena strani zakonodaje Evropske komisije, kot je bila na primer uredba o fitofarmacevtskih sredstvih, o pesticidih. V Evropskem parlamentu ste jo tudi z vašo intenzivno kritično opcijo zelo dobro spremljali. In nam jo lahko na kratko pojasnite. Lansko poletje, junija, sta bile predstavljeni oziroma predloženi dve uredbi. Ena je o trajnostni rabi pesticidov, druga o obnovi narave, ki sta za moje pojme šla bistveno predaleč in bi na nek način lahko ogrozile prehransko varnost. Gre za to, da si je nekdo v Bruslju, v stavbi Evropske komisije zamislil, da bo kar določil, kje se prepovejo pesticidi, ne vem, v Sloveniji je bilo to celotno, skratka gre za območje nature in naravni krajinski parki, ne vem, od Goričkega pa do celotnega Krasa, na primer. Območje Terana bi bilo prepovedano, absolutno prepoved uporabe pesticidov. In ko sem to videl, sem enostavno prvič zelo glasno povedal, da je treba to samo popraviti, ampak da je treba enostavno preprečiti tako škodljivim predlogom, da bi prišli do konca. In pri pesticidih sem bil poročevalec oziroma poročevalec v esenci za mnenje odbora za kmetijstvo
osnovni odbor je bil odbor za okolje, ki je še zaostril to, kar je pripravila komisija. V odboru za kmetijstvo pa smo k sreči uspeli najti neko ravnovesje. Sam sem bil to zelo aktiven. Mirno lahko rečem, da sem kar obrnil to mnenje v to smer, da smo to popravili do te mere, da bi bilo to približno sprejemljivo za kmetijstvo. Se pravi, da bi lahko tudi na tako imenovanih občutljivih območjih, ki bi jih določile države, ne Evropska unija sama, uporabljali pripravke oziroma tehnologije, ki so vključene v tako imenovano integrirano pridelavo doma. Tudi sam po tej metodi predelujem jablane, jabolka in to mislim, da nekaj, kar je standard, ki ga je moč doseči, ne pa, ne vem, nekem vinogradovnjaku hmeljišču prenehati z temi pesticidi. In to mnenje na koncu dobilo večino v Evropskem parlamentu. Ko smo imeli zadnje glasovanje, smo podrli to mnenje odbora za okolje, na kar so pa zopet socialisti, tudi večina liberalcev, pa tudi levica, bili proti temu. In se pravi, da bi moral iti še enkrat nazaj na odbor za kmetijstvo in to popraviti. In takrat so dobili na nek način tudi politično zaušnico, kajti to stališče je bilo takrat v bistvu, kljub temu, da smo mi najprej podprli to, kar bi bilo za kmetijstvo sprejemljivo, oni so bili proti, na koncu je bilo pa mnenje tudi zaključilo svojo pot v Evropskem parlamentu in mislim, da je edino pravilno. Pravilno tudi zaradi tega, ker je komisija nekaj mesecev nazaj pa le pokazala podatke, da se je uporaba pesticidov v Evropi zmanjšala za 25 do 33%, cilj, ki ga pa ima ta uredba, je pa zmanjšanje za 50% do leta 2030. Sam ves čas trdim in se tudi sam kot sadjar prizadevam za vedno manjšo uporabo pesticidov in kmetijstvo bo doseglo to zmanjšanje, vendar ne na takšen način, da bodo komisarji iz Bruslja ukazovali kmetom, kaj no počno. In kmeti imajo tega dovolj, to so pokazali s protesti doma in tukaj in mislim, da je prav, da se po tem tako imenovanem principu subsidiarnosti, kjer se državam pusti pristojnost za skupaj s politiko, državno stroko, s kmeti te cilje doseže. In to bomo tudi dosegli. In to so bili neki premiki v pravo smer, kjer smo konec koncev pokazali, da naj prepustijo to delo tistim, ki to obvladajo. Prešeren je že zapisal, da čevljem sodi naj kopitar in tarek bi marsikdo v Evropski komisiji moral še enkrat slišati, kajti vse preveč stvari, ki si jih želi komisija posesivno vzeti svoje roke in vi niste znali to narediti, zdaj bomo pa mi ukazali. Ne gre tako in tako to ni prava pot tudi za razvoj Evropske unije. Se pravi, da je na nek način prevladala zdrava kmečka pamet. Tako je in hvala Bogu nas je bila kar večja večina, kot sem najprej se celo sam mislil in sem bil pozitivno presenečen, da je naprimer, ne vem, pri socialistih, ki sem jih že omenil, celotna romunska delegacija je glasovala z nami. Veliko španskih, žal se naši slovenski niso mogli odločiti, da bi glasovali v prid kmetov, podobno kot ne liberalci, vendar pa... Kaj po madžarski? Madžarskih socialistov je pa tako malo, da jih niti ne gledamo. Mislim, da imajo samo enega, tako da je zanimivo in se to potem tudi vidi z temi glasovanja različnih političnih skupin, včasih tudi z stališčem v domačih državah in tukaj se je lepo pokazalo. Kakšni pa so vaši predlogi za krepitev kmetijstva in kmetovanja na slovenskih in tudi evropskih tleh v prihodnje? Glejte, zdaj ključno je, da politika preneha s tem, da kmetijstvo kmete obtožuje praktično za podnebne spremembe, za metan, za ne vem kaj, kot da je to staromodna politika, kot da, ne vem, čez 2 leti ne bo več treba jesti, pa 3-krat na dan užiti to, kar kmetje pridelamo. In mislim, da mora najprej politika s tem prenehati. Tudi doma smo videli poskus na Barju, ker se je nekdo umislil, kako bi za 600 hektarov dovolil košnjo šele začetka avgusta. Mimo pravil Evropske unije, sklicovali so se na uredbe, o katerih sem zdaj govoril, ki sploh niso doživeli srečnega konca še, pa so se že leto in pol nazaj na njih sklicovali, kako se ne ureja, ker pač ima Evropa tako. Tako da tudi pri nas naj ne bomo bolj papeški od papeža, to je prvi del. In v tem delu dati kmetom možnost, da lahko mirno delajo svoje delo. Po drugi strani pa mislim, da je prav in zelo veliko pozornost treba posvetiti in tudi če bomo kmetom ustvarili dober miljej, da se lahko to kmetijstvo bo cenjeno, da se mladi odločijo za kmetijstvo. Se pravi, mladi v kmetijstvu so nekaj, kar je velik primanjkljaj teh ljudi.
K sreči imamo v Sloveniji zelo aktivno zvezo slovenske podeželske mladine, s katero tudi zelo veliko sodelujem. Inovativnega mladega kmeta, ki ga oni izberejo, vedno predstavimo v Evropskem parlamentu, tudi letos je bilo to z Antonom Grobelnikom narejeno in oni imajo te ideje, kako te spremembe v kmetijstvu, kam jih peljati. Tako da podpreti mlade kmete, podpreti v samem slovenskem kmetijstvu, jaz mislim tudi povezovanje kmetov, podpreti te kratke verige, da bodo ljudje za svoj pridelek tudi čim več dobili doma. Po drugi strani so potrebe zaradi prilagajanja na podnebne spremembe, tako po izgradnji namakalnih sistemov, da te vode, ki jih je enkrat preveč, tudi da jih malce zadržimo, pa porabimo na kmetijskih površinah, zelenjadarstvo, sadjarstvo spodbuditi z dodatnimi pokritimi površinami v zelenjavi, kjer bi mislili, da lahko z lahkoto dosegli to boljšo samozadostnost. Živinoreja je tista, ki je v Sloveniji ključna panoga zaradi naravnih danosti. Mi imamo skoraj 2/3 trajnih travin in trajno travinje bo obdelano in bo naša krajina lepa, če bo tam bodisi govedo, bodisi ovce in kaj podobnega. Tako da prilagoditi se in imeti panoge, ki dobro delujejo, hkrati paziti na to, kaj počnemo do okolja. Ne vem, vode so v Sloveniji danes bistveno boljše, kot so bile v preteklosti, se pravi te omejitve upoštevati, nikakor pa ne vem, to, kar slišim, so pridelavo mleka dati v hribe. Zelo težko bo s hribovskimi pogoji konkurirati in imeti, ne vem, še naprej teh popolno samooskrbo z mlekom in pa mlečnimi izdelki doma, če bomo šli po tej poti. Tako da je neko ravnovesje in pa stroki dati svoje mesto, kmetijsko politiko ohraniti kot politiko, ki jo rabimo. Če preračunamo, koliko je skozi skupno kmetijsko politiko vloženega v kmetijstvo, je to približno 0,3% BDP-ja. In če kmetijstvo ni vredno takšnega deleža, potem je z nami nekaj narobe. In mislim, da na ta način tudi zagotovimo potem in obstoj ljudi na podeželju, po drugi strani urejeno krajino, kar unovčimo lahko preko turizma in nazadnje pa imamo zelo kvalitetno hrano. In Slovencem kar priporočam, da gredo malce do Bruslja, pa poizkusijo kakšne koline v Bruslju, pa doma, pa bomo videli, pa bomo bolj znali ceniti, tukaj imamo. In resnično sam zelo cenim slovensko kmetijstvo, ki ni enostavno, zahtevno zaradi svoje majhnosti, razdrobljenosti, vendar pa mislim, da smo kar uspeli neke niše poiskati tudi v tem kmetijstvu. No, to so že vaši dobri predlogi in smernice za ohranitev lastne samooskrbe. Kaj pa menite, na kak način bi lahko tudi mladi in sploh kmetje prišli do več evropskega denarja? Zanimivo je, da v zadnjih letih ali pa zdaj v teh protestih sploh ni bil izpostavljeno pri naših kmetih, da je tega denarja premalo. Naj se ga prav čas da, tudi letošnja subvencijska politika, še kampanje še nič nima odziva v kakšnih odločbah na kmetijah, kjer so običajno že bile takšen čas v decembru. No pa tudi škode so bile letos. Velik problem, ki ga imamo in kot sem že dejal, te odgovori na podnebne spremembe bodisi z zavarovanjem, z tudi aktivnimi ukrepi, pokrite površine, protitočne zaščite, namakalni sistem je nekaj, kar je nujno potrebno v naslednjih letih dopolniti v slovenski kmetijski politiki. Drugače pa jaz mislim, da je pri mladih, kot sem že dejal, zelo veliko tistih, ki imajo odlične ideje. In to, kar vidimo recimo v naboru za inovativnega mladega kmeta, je nek način spodbuda tudi za druge, ne samo zmagovalcem, ampak vseh tistih, 10-15 predlogov, kjer vidiš. In tudi preteklosti, Igor Paldov v Prekmurju, ki je povezal ekološke kmete, Gregor Slavc blizu Ilirske Bistrice, ki v težkih pogojih zdaj prenaša te svoje izkušnje na mlade, Toni Kukenberger, ki z mlečnimi izdelki oskrbuje, dobiva priznanja na mednarodnih sejmih, sirov in podobno. Tako da so svetli primeri in na tem je treba graditi in tem ljudem
omogočiti in jih tudi izpostaviti na nek način na piedestal. In mislim, da bolj kot bi spraševali po več denarja, sprašujejo po nekem normalnem odnosu do kmetijstva in tudi po neki potrebi, po neki potrditvi tega njihovega dela, ki je upravičeno, bi morali biti deležni, kajti to delo ni enostavno in ti ljudje vlagajo v ta svoj poklic bistveno več kot marsikdo drug. Pa se ogleda še nekaj razprav v Evropskem parlamentu na to temo. Mi smo odbor za kmetijstvo, ki ni zadolžen samo za bitko za kmete, ampak tudi za potrošnika in za prehransko varnost. In ta dokument je prišel v obravnavo brez presoje na prehransko varnost, kar je koncev tudi zahteva držav članic, da se naredi ta zahteva, ta presoja, v kateri se bo ugotovilo, kako bo to vplivalo na količino hrane, na ceno hrane, kako bo to vplivalo na male kmetije, kar je naš cilj, da jo ohranimo, administrativne ovire, kot so dnevni vpisi v register, obvezni svetovalci na vseh kmetijah, enostavno ne bo šlo v to smer. Občutljiva območja, kot jih je navedla kolegica, so nekaj, kar se absolutno mora povsem spremeniti. Predlog, ki ga je podala komisija, pomeni za Slovenijo 45% kmetijskih površin znotraj občutljivih območij, kjer bo popolnoma prepovedana uporaba pesticidov, pomeni posekati tretjino vinogradov, tretjino sadovnjakov, tretjino oljčnikov. Tako da tu mora priti do velike spremembe. Mi moramo tudi zagotoviti, da ne bo teh birokratskih ovir, kajti kmetje, predvsem starejši na malih kmetijah, enostavno tega ne bodo morali sprejeti. Tako da razprava je nujno potrebna, vsi stremimo k tem, da zmanjšamo porabo pesticidov, to tudi počnemo v zadnjih letih, nikakor pa se ne morem strinjati niti s predlogom komisije, še manj pa s predlogom poročevalke na odboru ENVI, ki je te zahteve še samo dvignila. Minuli teden ste v Evropskem parlamentu z dvotretjinsko večino sprejeli vaše poročilo o malih modularnih reaktorjih, katerega ste v parlamentarni postopek na vašo pobudo dali in pripravili prav vi. Jedrska energija se tako vrača na glavni oder razprav v Evropski uniji. Zakaj je to pomembno in čemu pripisujete ta zasuk? Ja, najprej sem eden redkih, ki je že od leta 2014, zadnjih 10 let, na glas zagovarjal prisotnost jedrske energije, tudi širitev Evropske unije. Kajti tudi živite? Živim v Krškem, poznam kot župan Krškega, sem dobro spremljal, bil sem podpredsednik Evropskega združenja z jedrskimi objekti, prepotoval praktično celotno Evropo kot župan in videl prednosti te tehnologije. Ima svoje slabosti, z katerimi je treba znati upravljati, predvsem odpadki in podobno, medtem ko se z to zelena energija je to z najnižjim izpustom CO2, ima to prednost, da je konstantna, ne glede na vremenske okoliščine, ali sije sonca ali piha veter, to ne vpliva na proizvodnjo iz jedrske energije. In še to, kar se je na koncu pokazalo, je to konkurenčna energija, naša, v bistvu evropska, kajti uran kupiš in se v bistvu 1 leto in pol lahko potem z istim gorivom proizvaja električno energijo. Tako da pri teh in osnovni namen, da sem bil predlagatelj, da sem zaprosil za to mnenje, ki sem ga tudi dobil potem sam, da sem ga lahko pripravil, je bil to, da se o jedrski energiji pogovorimo v Evropskem parlamentu po večjih desetletjih na racionalen način. V preteklosti so prevladovale te ideološke prepreke, da se to enostavno ni spustilo v Evropski parlament. V tem poročilu smo zelo jasno povedali, kaj so prednosti jedrske energije, kako je ta energija kompatibilna z obnovljivimi viri energije in v nekem miksu energetskem vode, sonca, vetra, jedrske energije vidimo prihodnost tudi stabilne oskrbe, konkurenčne. Zagotovo je najbolj stabilna. Zagotovo in se dopolnjuje lahko, to ne izključujemo en drugega in sam vedno presegam na to pravilo in v energetiki, ne samo veter je v redu, samo sonce je v redu, samo jedrska v redu. Kombinacija tega je v redu. Prihajajo pa zdaj nove rešitve, to je v teh manjših jedrskih reaktorjih, ki so lažje za umestiti tudi v blizu mest,
To se zdaj recimo bo zelo dobro lahko obneslo in Poljaki veliko delajo na tem, tam, kjer imajo ogrevanje mest pa industrijskih parkov iz termoelektrarn, kjer proizvaja elektriko, parov pa uporabijo za ogrevanje in pa za industrijo. In tu je zelo enostavno ta reaktor, to termoelektrarno nadomestiti z malim modularnim reaktorjem. Modularen pomeni to, da bi bili ti reaktorji izdelani v tovarnah in pravzaprav pripeljani na lokacijo, da bi bila podobna pravila za umeščanje v varnostna v večjih državah in da je potem tudi hitrejša, enostavnejša umestitev v sam prostor. Ključna prednost je to v primerjavi z soncem, vetrom, da ima paro, kajti zelo težko je razogljičiti ogrevanje mest. Tu hitro pridemo s premoga še do plina, od tu naprej biomasa, pa je zopet vprašljivo in je ni dovolj in potem bi z jedrskimi reaktorji lahko tu imeli rešitev. Razogljičenje tudi, železarske industrije. V Sloveniji smo zaprli tovarno aluminija, ker nismo imeli konkurenčne električne energije. Takšna tovarna, kot je Talum v Kidričevem, z lahkoto bi z enim jedrskim malim reaktorjem dobila potrebno konkurenčno električno energijo, bila celo neodvisna od sistema, neodvisna od cen na trgu in podobno. Tako da so velike prednosti in to je dobilo veliko potrditev v Evropskem parlamentu in sem prav ponosen na to, da je to moje poročilo dobilo kar dvotretjinsko večino pri glasovanju med vsemi poslanci. Tako da verjamem, da smo na ta način postavili to, kot se je bilo rečeno, na zemljevid, da je to nekaj, s čimer se bo Evropa ukvarjala v prihodnosti. Če pa to zopet prevedem v naš besednjak in pa v naš prostor, v Slovenijo, apel vladi in pa vsem odgovornim naj čim prej sprejmejo odločitve in da se z postavitvijo drugega reaktorja, druge jedrske elektrarne v Krškem začne, kajti v nasprotnem primeru bomo v prihodnje zelo, zelo odvisni od elektrike od drugod, ki bo draga, negotova in Slovenija bo marsičem lahko postala manj konkurenčna, kot je danes, kjer je ravno zaradi stabilne oskrbe z energijo bila v preteklosti še vedno kot država z večjim deležem industrije v svojem BDP-ju in posledično tudi z številnimi dobrimi delovnimi mesti. Pa na kratko še k vaši razpravi z evropskega parketa. Trenutna sestava Evropskega parlamenta je bila soočena z dogodki in krizami nepredstavljivih razsežnosti. Od COVID pandemije do ruske agresije v Ukrajini, hudih naravnih nesreč in sedaj še grozljive situacije na Bližnjem vzhodu, v Izraelu in Gazi. Vsi ti dogodki zahtevajo primeren odziv Evropske unije. Evropejci moramo postati bolj samozadostni na vseh področjih, še posebej na energetskem. Zlasti kar zadeva energijo, potrebujemo vse tehnologije, ki lahko zagotovijo odpornost, zanesljivost ter konstantnost oskrbe s konkurenčno, nizkoogljično električno energijo, kar smo nenazadnje prav v tem hramu priznali pri glasovanju o Net Zero Industry Actu. Dejstvo je, da je prizadevanje vseh držav članic za vse ničelne tehnologije treba povečati, da bi do konca leta 2050 dosegli ogljično nevtralnost v EU. Prav mali modularni reaktorji, tako imenovani SMRs, lahko igrajo ključno vlogo v globalni poti k razogljičenju naših gospodarstev, saj ponujajo zelo prilagodljivo proizvodnjo pare in električne energije, ne glede na vremenske okoliščine. Glede na velika vlaganja v razvoj tehnologije v številnih državah se napoveduje, da bodo mali modularni reaktorji postali komercialno uspešen jedrski proizvod do leta 2030. Uporabljali se bodo zlasti za nadomestitev fosilnih goriv, za daljinsko ogrevanje objektov, procesno toploto za energetsko intenzivne industrije, za razsoljevanje morske vode in proizvodnjo vodika. Prav tako lahko bistveno prispevajo k razogljičenju pri proizvodnji sintetičnih goriv za težki tovorni promet in letalstvo. Jedrska energija danes v EU predstavlja 25% proizvedene električne energije in kar 50% nizkoogljične električne energije. Energetski strokovnjaki v luči prehoda v nizkoogljično družbo napovedujejo podvojitev porabe električne energije do leta 2060. Mali modularni reaktorji so zelo združljivi z obnovljivimi viri električne energije. Predvideva se,
da bo povečanje proizvodnje elektrike doseženo iz sončne in vetrne energije ter malih modularnih reaktorjev in iz novih velikih jedrskih elektrarn in s podaljšanjem delovanja obstoječih. Vseevropsko sodelovanje pri razvoju, kreiranju preskrbovalne verige dobaviteljev in pri postopkih umeščanja v prostor bo ključno, če želimo konkurirati na tem področju že aktivnim ZDA, Kitajski, Rusiji, Veliki Britaniji in ostalim pri razvoju pomembne inovativne tehnologije. Spodbujati moramo partnerstvo in zavezništvo v EU in ustvariti zanesljivo okolje za novi jedrski Airbus, kar lahko storimo prav za jutrišnjo podporo malim modularnim reaktorjem. Javne ankete kažejo, da je podpora nizkoogljični jedrski energiji zlasti med mladimi vse višja in opazno raste. Ne toliko zaradi cen elektrike, kot ravno zaradi okoljskih ciljev. Poleg tega je vedno več držav članic vidi jedrsko energijo v svoji mešanici energetskih virov. Novembra letos je Evropska komisija pospešila in lansirala partnerstvo za male modularne reaktorje, kar je bil dodaten velik korak naprej. Zato je jasno, da so mali modularni reaktorji realnost in bodo v bližnji prihodnosti tudi uvedeni. Svoje odločitve moramo začeti sprejemati racionalno na osnovi nespornih dejstev in številk. Danes ob 15. uri sem v pogledu na platformo Electricity Map videl, da je imela Francija ob le 33% obnovljivih virov in kar 94% nizkoogljičnih, pretežno jedrskih virov, samo 41 gramov izpustov CO2 na kilovat proizvedene električne energije. Medtem ko je imela Nemčija kar 408 gramov izpustov CO2 ob sicer kar 59% obnovljivi energiji in 62% nizkoogljičnih virov. Odgovornost, da končno priznamo, kdo je v EU dejansko zelen, je na nas. Jutri bomo imeli odlično priložnost, da kot Evropski parlament pošljemo jasen in močan signal celotni Evropi in evropski industriji. Želimo varno in zeleno in konkurenčno Evropo, slednjo bomo dosegli samo v ustreznem ter enakovrednem obravnavanju vseh nizkoogljičnih virov. Iskreno vas prosim za podporo pri glasovanju in se vam že naprej zahvaljujem. Občutek imam, da v Sloveniji premalo izkoriščamo moč hidroelektrarn. Ja, poglejte, v Posavju, kjer sem bil župan 13 let, smo uspeli zgraditi te 4 hidroelektrarne na reki Savi, ki vsaka posebej daje približno 1% električne energije v slovensko električno omrežje in kar je bilo ključno, smo Posavje zaščitili proti poplavam. Letošnjo leto, ko sta bili Sava in Savinja z najvišjimi pritoki skupno združene v Zidanem mostu, bi v Posavju doživeli pravo katastrofo s poplavami, ker pa smo zgradili hidroelektrarne, se to ne zgodilo. In nenazadnje tudi 4 kubične metre na sekundo imamo pravice do uporabe vode za namakanje. Tako da takšni projekti so lahko večplastni in mislim, da smo jih Posavci znali zelo dobro izkoristiti in urediti. Tako da, kot so že prej dejala, vsi viri energije, ki so nizkoogljični, imajo prostor v tem energetskem miksu, le pravilno jih je treba uporabiti in vključiti v sistem. V Avstriji, denimo, imajo hidroelektrarne tudi na reki Muri, pri nas smo brez njih. Ja, tako kot ugotavljate, je Mura do meje pregrajena, pesek se zadrži v Avstriji, v Sloveniji se poglablja struga, Prekmurci, kolikor spremlja, mislim, da so zelo odločni, da teh hidroelektrarn v svoj prostor ne bodo sprejeli, tako da bo to naša realnost. Prihodnje leto nas v začetku julija čakajo evropske volitve. Sami ste pred kratkim že povedali, da ste pripravljeni ponovno kandidirati in to bi naj bil že vaš 3. mandat. Ja, zaključujem 2. mandat. 2-krat sem bil izbran na skupni listi 2 strank s preferenčnimi glasovi. Po pogovoru s predsednikom stranke Markom Balažicem smo v Ljudski stranki se odločili, da imamo nosilca liste dr. Petra Gregorčiča, generacijska pomladitev znotraj stranke, sam pa še vedno tudi na povabilo predsednika sem pripravljen biti na listi
tudi glasove tistih, ki verjamejo, da bom mogoče še kaj dobrega naredil za kmetijstvo, za energetiko, za te teme, ki so mi blizu, in sem tudi, kot radi rečemo v žargonu, pognal korenine v Evropskem parlamentu, da me potem poznajo, poskušal dobiti še ta tretji mandat. Sem pa zelo hvaležen za 2 mandata in pa izkušnjo, ki sem jo pridobil v Evropskem parlamentu. Torej, to so glavne smernice tudi v prihodnje, ki naj bi zagovarjali? Tako je, v Evropskem parlamentu nas je 705, zdaj se še malce povečuje parlament, mi bomo tudi dobili enega dodatnega poslanca v Sloveniji. Se moraš specializirati v nekaj, kjer si relativno dober, da poznaš teme. Ne moreš se po dolgem in počez govoriti in iskati 5 minut slave pozornosti, ampak se kar poglobiti v teme. Tako da, kolikor dobim tretji mandat, bom zelo ostal zvest temam, ki jih imam sedaj, se pravi kmetijstvo, razvoj podeželja, regionalni razvoj in pa energetika. Ob izteku leta 2023 in bližajočem se novem letu 2024 vas vabim, da z našimi gledalkami in gledalci podelite vaše misli ob bližajočih se praznikih, ob božiču, ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter Silvestrovemu. Ja, za nami je burno leto, nič nam ni bilo prizanešeno, tudi narava je bila dokaj kruta, da ne govorimo o teh vojnah, ki se dogajajo v soseščini, zato želim, da bi bilo leto, ki je pred nami, mirnejše, da bi bilo manj negotovosti, vsekakor pa je sedaj čas, ko je potrebno tudi se posvetiti najprej sporočilu božične noči, sporočilo o miru, o družini, potem tudi proslaviti naš praznik, kajti Slovenci smo se zelo modro odločili, da bomo samostojni in enotni. Bili enotni v začetku, upam, da naj bo to tudi želja za naslednje leto malce več enotnosti. Vladi, ki je v Sloveniji, želim, da se od besed preide k dejanjem, da se tudi kakšna reforma, ki je bila nakazana, zdravstvo, davčne reforme, izpeljejo, kajti časi so takšni, da se stvari okoli nas zelo hitro spreminjajo in je treba za temi časih nepriljubljeno besedo reformami spremeniti tudi, kaj je potrebno v družbi spremeniti, in v tem želim, da postane neko ustvarjalno vzdušje v Sloveniji. Slovenci pa na nek način mislim, da tudi premalo znamo biti hvaležni in ceniti to, kar imamo. Sam sem to spoznal zdaj ta leta, ko se tedensko vračam domov iz Bruslja ali pa tudi, ko grem kam drugam, in Slovenci in Slovenke znamo delati, lepo državo imamo, jemo odlično hrano, še vedno pijemo največkrat vodo iz pipe, brez da bi bilo potrebno jo prej pripravljati, da je užitna za ljudi. Zato ohranimo to in se potrudimo, da bo tudi v prihodnje te dobrine ostale v takšnem stanju, kot so danes. Srečno v novem letu in pa veliko razumevanja najprej v družinskem krogu, in to iz družinskih krogov prenesimo tudi širše v našo družbo. Hvala lepa za ta pogovor in veliko uspehov tudi v prihodnje vam želim. Hvala tudi vam in uspešno tudi vam.